Kaj sicer poleg manga in jagod še radi jeste? Vse. Res. Na vaših potovanjih je pomembno, kako se hranite? Ne, zapravo v bistvu, ker jaz grem zato na potovanja, da delam, ne. In zdaj, če bi šel zato, da bi se hranil, pol ne bi veliko naredil. Ko recimo delate, kaj se odločate za tisto hrano, ki je tam najbližja? Ja, seveda. Pač moraš delati, ne, čim manj časa moraš porabiti za druge stvari in pač ješ tisto, kar je tam. Ste se že kdaj zastrupili s hrano? Zelo redko. Zelo redko, no, tako. Skoraj, mislim, zelo nekako sem odporen, verjetno zato, ker veliko potujem in sem v različnih situacijah in potem se pač telo navadi na to. Če se zdaj vrnemo na vaše delo, pred kratkim oziroma tik pred zdaj ste se vrnili iz Sibirije. Kaj ste pravzaprav počeli tokrat? Šel sem narediti eno reportažo o Nemcih, to se pravi, to je narod, približno 40,000 jih je, to so nekak Eskimi, Inuiti, ne, ki se še zmeri selijo, naredijo na leto 700 km poti za severnimi jeleni. Jaz sem šel z eno družino, sem potoval, ki ima približno 5,000 jelenov in smo potovali pač potem proti severu, potem sem se pa jaz vrnil, oni so pa potem še nadaljevali in se bojo potem vrnili proti jugu in zimo pa prezimijo na skrajnem jugu Jamalskega polotoka, to je nad polarnim krogom blizu, tako če Novaja zemlja, to se pravi ta nova zemlja, ne, severozahodni prehod. Koliko časa ste preživeli z njimi? Ja, z njimi ne toliko, ne, z njimi mogoče, kaj sem, teden, 10 dni z njimi, a ne, vse skupaj pa traja več, jasno. Na tej poti? To je pa takoj 3 tedne, ne, ja. In kaj je bilo najbolj fascinantno? Ja, ta nomadski način življenja, ne, ki je zelo težek, zelo zahteven, ne, jaz sem se pač, nisem zelo udeleževal, moram reči, ne, moram biti iskren, ne, jaz sem pač fotografiral, ne, če bi pa z njimi živel in delal, pa ne vem, če bi zdaj tukaj le stal, to je toliko težko življenje, da si ne moramo predstavljati, ne. Koliko so jeleni navajeni na bliskavice na fotoaparat, so bili to kakšni problemi? No, jaz čim manj uporabljam bliskavice, to se pravi, ko sem slikal jelene, ne. Zdaj, tako je zdaj polarni dan, a ne, to pomeni, da je cel dan dan. Sploh ni noči, a ne, cel dan je svetlo, tako da sploh ne rabiš bliskavice. Cel dan je sonce praktično nad obzorjem, zaide, ampak samo za majčken, ne, tam krog polnoči do 3, je majčken bolj hladno, majčken bolj plavo, bi rekel, drugače pa cel dan, tako da ne rabiš bliskavice. Ampak vseeno, kako ste recimo, vendarle ste tujec, ki ste prišli med nje, ne? Ja, tujci smo posod, a ne, saj smo tudi doma tujci, a ne. Kje pa nismo tujci. Ja, čeprav potem se tudi jeleni navadijo, no, tudi na tujce. Kdaj bomo lahko to reportažo videli, oziroma te fotografije? To bo zdaj v enem mesecu v reviji MZIN, bo to išla, ta revija me je tudi poslala na pot in potem pa verjetno še kdaj, kakšne predavanja in tako naprej. Se pravi, zdaj ste zagotovo mesec dni doma? Ne. Kam pa potem naprej? Zdaj grem večkrat na morje, konc meseca, potem grem Maroko, potem grem, se že niti ne vem več, v Bosno, potem grem v Španijo v septembru, tako no, približno, tle nekje. Je kakšna fotografija, ki vam je najbolj ljuba ali vsaka fotografija kot otrok, vsako imamo enako radi? Ne, bi tako rekel, v različnih obdobjih imaš rajši različne fotografije, ne, enkrat imaš take od prej, enkrat imaš take od zdaj, skratka, človek skozi malo drugače čuta, ne, in takrat tudi na svoje delo gledaš malo drugače, ne, in imaš različne preference, ne, ni zdaj. In katera je trenutno najfotografija? Danes, mislite? Ojoj, ne vem, ja, zdaj najverjetneje te iz Sibirije, ne, ker so pač najbolj sveže, ampak ne moram pa reči, da so tudi ne, zagotovo niso najboljše, ampak težko je ocenjevati. Jaz bi rekel tako, lahko ocenjuješ delo nekje leto, dve,
ko je že preteklo za tem delom in potem lahko rečeš, ok, to sem dobro naredil, to pa nisem dobro naredil. Tako da zdaj ta Sibirija se mi zdi krasen, mogoče pa sploh ni.